Dobrodošli na portalu Info 360. Spremljate oddajo V središču, vodim jo Nenad Gliks. Vlada je v državni zbor poslala predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih dejanj in dejanj organiziranega kriminala. Gre za ustanovitev specializiranega tožilstva za pregon korupcije in organiziranega kriminala, tako imenovanega SKOK-a. S tem naj bi naredili pregon in sojenje v teh zadevah za bolj učinkovita, tako pravijo. Vprašanje je, ali bo to res. V studio smo tako povabili ministra za pravosodje Mihaela Zupančiča, nekdanjega vrhovnega in ustavnega sodnika Jana Zobca in odvetnika Boštjana Penka, ki je bil tudi sodnik in tožilec in prvi vodja urada za preprečevanje korupcije. Dober dan. Vabili smo tudi generalno državno tožilko Katarino Bergant in predsednika vrhovnega sodišča Damjana Oroža, vendar se nista mogla udeležiti. Torej, vprašanje za ministra najprej. Pohitrili ste ta postopek sprejemanja zakona, torej šel bo v državni zbor po nujnem postopku, naj bi se sprejemal. Pa me zanima, zakaj? Torej, najprej se je sprejemal nekako stran od oči tudi strokovne javnosti, zdaj pa v državnem zboru naj bi šel po nujnem postopku, torej, da bi bila kratka obravnava. Se mar skušate izogniti neki širši obravnavi? Najprej hvala za povabilo v studio. Ne, sploh ne. Zakon je nastajal res za zaprtimi vrati, ne pa mimo stroke. Jaz sem se posvetoval z precej strokovnjaki na tem področju, z sodniki, tožilci. Ta zakon smo začeli aktivno pisati 3 mesece nazaj, ali mogoče še malo več. Idejna zasnova gre že kakšno dobro leto nazaj, ko smo demokrati že ob ustanovitvi stranke povedali, da je to naš ključni projekt, da zajezimo korupcijo in kriminal v Sloveniji. Tako da vse to ima že kar neko brado, če lahko rečem. Ko sem jaz potem postal minister in prevzel vnaprej pripravo tega zakona, sem tudi opravil določene posvetovanja z deležniki v sodstvu. Res, da nisem predstavljal tega zakona, sem pa poslušal njihove rdeče linije. Tako da bil sem pri na vrhovnem sodišču, bil sem pri generalni državni tožilki. Res, da to priznam, takrat v tem zakonu nismo govorili, sem pa poslušal, kaj so imeli za povedati glede rdečih linij, kaj lahko in kaj ne. Tako da, ko smo ta zakon pripravljali, ko sem ga pripravljal, potem, ko sem prišel na ministrstvo, smo že imeli kar precejšno podlago v mnenjih, oziroma na podlagi strokovnih mnenj, ki sem jih pridobil. Zakaj pa nujen postopek? Zdaj nujen postopek zato, ker to smo že izpostavili. Slovenija na področju korupcije in kriminala, če se smem tako izraziti, krvavi. Mi vsako leto izgubimo 3,5 milijarde evrov bruto domačega proizvoda, to predstavlja 4 do 5%, to je dnevno 10 milijonov. Vsak dan izpuhti 10 milijonov, glede katerih ne poberemo davkov, prispevkov in tako naprej. Tako da, zdaj, ali se hočemo izogniti razpravi? Ne, sploh ne. Nujni postopek ne umakne razprave. Ne, samo pohitri, mogoče je res, ampak poglejte, jaz že zdaj dobivam predloge raznih skupin, ki pišejo, ki predlagajo drugačne mogoče rešitve. Tudi ta današnja razprava je razprava, oziroma je dokaz, da o tem zakonu razpravljamo. Zdaj sledijo počitnice 1 mesec, zakon bo v državnem zboru šele jeseni, se pravimo še 1 mesec do tja, in potem bo sledila razprava na pristojnem odboru, odbor za pravosodje, in na to na plenarnem zasedanju. Tako da možnost za razpravo in za podajanje stališč in predlogov bo še kar nekaj. Jaz sem že povedal, jaz bom prisluhnil tem predlogom. Jaz sem slišal nekaj kritik in kritike so dobrodošle. Z vsakega pravnika so kritike dobrodošle. Že vi pravite, da je možno, da se bo sedanja oblika spreminjala, glede na to, kar ste že slišali.
če bodo na mizi dobri predlogi, bom jaz definitivno prisluhnil tem predlogom. Nekaj jih je bilo že formuliranih, nekaj je že omenil predsednik Vrhovnega sodišča, katerim bo treba posvetiti določeno pozornost. Tako da jaz, seveda, smo odprti, da prisluhnemo in da vidimo, kako naprej. Me zanima, kakšno je pa vajino mnenje, torej glede načina priprave in sprejemanja tega zakona, ki naj bi šel pač po nujnem postopku, tudi nerazkritje snovalcev, torej kdo je sodeloval konkretno pri snovanju tega zakona, torej verjetno niste bili samo vi kot minister, pa ožja ekipa na ministrstvu in tudi kakšni strokovnjaki zunaj, ne? Ja, iz gradiva izhaja, da so bili pripravljalci 4. Da bi bila vključena širša strokovna javnost, ni nikjer razvidno. In to žal pogrešam. Če bi tu vključili sodnike, tožilce, odvetnike, tudi KPK, bi zagotovo to pripeljalo do kvalitetnejših rešitev. Ker več, ko je deležnikov, ki se jih tiče ta zakon, vključenih v razpravo, kvalitetnejši je produkt take razprave in potem zakonski predlog. Nič ni narobe, seveda, pravno ni nič narobe, če se v postopku priprave zakona na ministrstvu to ni dogajalo. Ali se je v zoženem obsegu dogajalo. Ker je to pač mogoče seveda nadoknaditi potem v zakonodajnem postopku, kjer pa mora biti. No in ta zakonodajni postopek me pa nekoliko imam pomisleke glede nujnosti tega. Razumem, da Slovenija krvavi zaradi korupcije. Razumem, da je potrebno hitro ukrepanje. Vendar sprejemanje tako pomembnega zakona, ki v temeljih pretresa arhitekturo kazenskega postopka, ne, zlasti ker uvaja to tožilsko preiskavo, ne, in ima še neke druge rešitve, ki so nekoliko sporne, zahteva seveda reden postopek, ne, in nadomestitev vsega tistega, kar je umanjkalo v pripravi osnutka in potem predloga zakona. To je tisto, kar nekoliko mene moti. Sicer pa absolutno podpiram zakon, podpiram predlog. Gotovo ga bo potrebno še dopolniti, morda spremeniti. Tu mislim zlasti na model Evropskega javnega tožilstva, ne, te tožilske preiskave, ki je po mojem skromnem mnenju verjetno protiustaven, oziroma vsaj zna biti ustavno sporen. Ne. Ustavno sporen zato, ker prikrajšuje obdolženca za pravico do pritožbe. Ima drugačno obravnavo kot tisti, ki so osumljeni oziroma obdolženi klasičnih kaznivih dejanj. Ne? Tega se bomo dotaknili še v nadaljevanju. Bi sem vprašal gospoda Penka, torej vi ste že opozorili v javnosti, da pred osnutkom tega predloga niso bile izvedene neke analize, kaj so dejansko ključne težave v sistemu, da v Sloveniji imamo tako neučinkovit pregon organiziranega kriminala in korupcije, torej da to ne poteka ne na strani tožilstva, ne na strani sodstva dovolj hitro. Pa me zanima, ali so za vas ključna težava te obstoječe zakonske določbe, ki jih imamo zdaj, med drugim v zakonu o kazenskem postopku, ali so problemi institucije, ki se naj bi zdaj spremenile, ne, oziroma preoblikovale, ali je enostavno problem v ljudeh, ne, da kakršnakoli rešitev na papirju ne pomeni dosti, če nimaš pravih ljudi. Ja, vsega pomalo, ne, ampak ravno to je bila moja kritika, da v bistvu se ravno s temi vprašanji, ki bi identificirala razloge za sprejem novega predpisa in ki bi potem dala tudi podlago, da bi torej lahko vedeli, kakšen ne bo ta predpis in katerih področij naj se loteva. Ne. To pač ni bilo ustrezno upravljeno v tem postopku priprave zakona oziroma
vsaj mi pač, ki smo zunanje, ki v to nismo bili vključeni, ne vemo, da bi se pač tak postopek odvijal. Ne? In je pravzaprav netransparentnost pri sami pripravi nekega zakona, nerazkrivanje oseb, ki so pri tem sodelovali, če tudi zgolj strokovno, ampak vseeno je prav, da se ve, kdo so tisti, ne, da ne bi kdaj kasneje prišlo morda do navzkrižja interesov na kakšni točki. Ne. To zagotovo ni dobra popotnica takšnemu predpisu, ki ne bi obravnaval prav boj proti korupciji, ne. Ker tukaj se pojavijo določena korupcijska tveganja. Poleg tega seveda tudi predvideni nujni postopek, jaz ne vidim dejansko dobrega razloga oziroma bi rekel, je tukaj treba opozoriti na to, da preskoči pač tak postopek vse tiste faze, ki v neki demokratični redni proceduri omogočajo, da se na vsebino zakona vpliva. Ne? In je torej nekaj mesecev razlike, časovne razlike med zakonom, ki se sprejme po nujnem postopku in zakonom, ki se sprejme po rednem postopku. Bom rekel, glede na vsa ta leta in desetletja, odkar ima Slovenija problem s korupcijo, ne, v bistvu ne igra nikakršne vloge. Ampak in jaz tudi apeliram na to, da se nekako postopek preusmeri v redni postopek. Ne. Predvsem pa bi bilo dobro, da se vrnemo, bom rekel, na neko izhodišče in ugotovimo, ali je ta predpis, ta novi torej zakonski predlog, ki je dejansko pretežno organizacijske narave in se ne loteva, bom rekel, tistih tem, ki bi bile po moji presoji najbolj pomembne za to, da bi sploh ugotovili, s kakšne vrste korupcije, na kakšen način se mora naša država prioritetno ukvarjati. Ne. Je torej pomembno, da se vprašamo, ali je potrebno spremeniti organizacijo na tak način, kot se spreminja, in ali bomo zato dobili kaj, bom rekel, boljši izkoristek na področju obravnave korupcije, ali pa nam bo ta zakon morda prinesel več škode in več zmede, kot pa koristi. Ne? Vsaka iniciativa je seveda na tem področju dobra, ampak tukaj se takoj pojavijo določena vprašanja. Pojavi se vprašanje, če dovolite, na relaciji med tem novim skokom in policijo, ne? Kdo je zdaj za kaj odgovoren. Torej vzpostavlja se neka, bom rekel, zelo tesna vez med MPU-jem in skokom, a ne po drugi strani. Tožilstvo usmerja policija, se to ni razlike. Ampak ko bo morala policija torej svoje resurse usmeriti na nek drug postopek, MPU bo pa, skok bo pa zahteval, da se dela neka preiskava pod njihovo ingerenco, a ne pod njihovim usmerjanjem, in ko bo prišlo recimo do nekih postopkov, za katere se ne bo vedlo, ali je zadolžen en predstojnik ali predstojnik skoka in tako naprej, se lahko pojavijo tukaj, bom rekel, v tem trenutku neslutene težave. Ne? Ampak težave so bile že do zdaj, na to so opozarjali tudi na tožilstvo, da do sedaj recimo večkrat NPU, Nacionalni preiskovalni urad, sploh ni sledil preiskavi, ki jih je želel tožilec iz specializiranega tožilstva, ker je šlo za neke kataloge kaznivih dejanj, namesto da bi jasno je, kdo vodi pregon in kdo usmerja policijo. In tukaj so bile težave, recimo v času zdaj, ko je vodil NPU gospod Darko Muženič, so imeli večkrat tožilci težave. Mislite, da ne bo zdaj, ko je to bolj jasno postavljeno, tist, ki vodi postopek, ta predkazenski, je tožilec in ne policija? Glede, dokler imamo tožilstvo kot avtonomen organ in policijo kot del izvršilne veje oblasti pod pristojnostjo ministra, torej Ministrstva za notranje zadeve in generalne policijske uprave, a ne toliko časa, bomo težko vzpostavili neko konsistentno vez med policisti, ki delajo za skok. Torej, v bistvu težko si je predstavljati, kako bi se zadeve obravnavale, koliko bo prišlo pač tukaj do nekega navzkrižja interesov in do različnih navodil, a ne, tem osebam, kdo bo glavni, kdo bo tukaj tisti, ki bo vodil igro. Ne. Težave so pa ves čas. Jaz pač delam v praksi že od leta 1991, ne, kot kazenski sodnik in potem vse ostalo. Ne. Bil sem tudi tožilec. Ni težava samo na policiji, težava je tudi na tožilstvu. Torej, tožilci naredijo včasih primer res dobro, pa ga pošljajo naprej v sistem, ne, in potem stoji, ne vem, leto, dve, tudi 10 let nekje. Na koncu ni nič iz tega. Ne. Tudi policisti so velikokrat nezadovoljni glede načina, kako se to obravnava. Ne. In marsikaj se dogaja. No, torej,
Samo želim ta tri področja, ki sem jih želel izpostaviti, na katerih v bistvu ta novi predpis morda vnaša dodatne težave in zmedo. To je prvo področje, ne, ta odnos. Drugo področje se mi zdi način imenovanja, torej kadrovska vprašanja povezana z skokom, ne, torej večja vloga, ki jo bo imela izvršilna veja oblasti oziroma minister za pravosodje pri tem, ne, kdo bo napravil predhodno selekcijo, zdaj ne bo več minister vezan na mnenje Državno-tožilskega sveta in bo politika dejansko lahko skozi ta sistem postavljala svoje ljudi, tiste, za katere bo morda menila, da so pravi za njih, ne, pa mogoče ne pravi za koga drugega. Ta nevarnost pač obstaja, ne, v naši politiki, ki po moji presoji ni stabilna v tem smislu, da bi lahko zaupali, pa ne govorim ne o eni, ne o drugi, govorim nasploh. Torej o stopnji, na kateri se naša politika pač nahaja v tem trenutku. Ne. Tudi tu je problem. Ne. Problem postopkovne narave je pa v določbi, ki v bistvu se sklicuje na določbo, ki se nanaša na uredbo o Evropskem javnem tožilcu, ki pač govori o tožilski preiskavi, ki jo v naš postopek ni mogoče uvesti, dokler imamo sodno preiskavo. Enostavno si ne moramo predstavljati, da se bo državni tožilec usedel na mesto preiskovalnega sodnika in izvajal preiskavo, zaslišal priče in tako naprej, odločal o predlogih strank. Vem, da bomo, ampak to je bistveni konceptualni problem, ki ga pač pri nas na tak način, kot se morda razmišlja o tem zakonu, ne moremo izvesti. Ne? Imamo pač sodno preiskavo, ne tožilske. Več kritik je bilo izrečeno, samo nekaj bi tukaj dodal. Je rekel gospod Penko, da tukaj bo imel zdaj minister za pravosodje glavno vlogo pri kadriranju teh tožilcev. Bi vseeno veljalo dodati, še vedno bo Državno-tožilski svet tisti, ki bo naredil nek nabor tožilcev in jih dal na mizo pravosodnemu ministru. Razlika bo sem ta, da bo potem pravosodni minister med njimi izbral tistega, ki bo po njegovi oceni najbolj ustrezen. Ne? To ne bo veljalo samo za specializirane tožilce, ampak nasploh. In ne bo več vezan na vrstni red, ki ga določi Državno-tožilski svet, na tiste, ki so jim oni dali prednost. Ne? Še vedno bodo pa šli skozi Državno-tožilski svet. Vse pogoje bodo morali izpolnjevati. Torej vi zavračate to, da naj bi tukaj šlo za prekomeren poseg politike v kadrovanje v tožilstvu. Ne, obratno. V bistvu mi dajemo tožilstvu več odgovornosti in več pristojnosti, če pogledamo celoten zakon. Ne? Če gledamo samo parcialno določene člene, ampak če gledamo celoten zakon, je namen, da vsak deležnik v tem postopku dobi večjo težo in večjo odgovornost. Zakaj? Da bo pregon korupcije bistveno bolj učinkovit. Tožilci, mi uvajamo tožilsko preiskavo po modelu Evropskega javnega tožilstva. Ne? To je šele prva etapa, ker tukaj samo za skok delamo. Ne? Moj namen je, da to tematiko odprem tudi širše v okviru ZKP, zakona o kazenskem postopku. To pomeni, da bi za vsa kazniva dejanja to Seveda, veljalo. moj namen je, da potem po skoku, in to sem tudi že povedal, da gremo, če smem tako izraziti, all in damo na mizo vse tiste zadeve, ki danes ovirajo učinkovito preiskavo. Tako da ne, to ni res. Tožilci, še vedno bo minister vezan na mnenje Državno-tožilskega sveta. Dobil bo seznam in na tem seznamu bo seznam primernih, bo odločil se na vrstni red. To niti ni šokantno, saj danes nekaj podobnega velja že za sodnike. Torej tudi pri sodnikih sodni svet ni vezan na vrstni red predsednika sodišča, ki da vrstni red sodnikov, ki reče 1, 2, 3 in sodni svet gladko lahko gre mimo tega in določi drugi vrstni red in konec koncev tudi Državni zbor lahko na koncu odloči, da tega sodnika ne bo imenoval. Tako da, in to je Državni zbor, je politika. Ne bodimo odkriti, da noter so poslanci so politiki, tako da z tega vidika res ne vidim, kje je težava. Jaz razumem, slišal sem kritiko, napad na tožilstvo, na avtonomijo tožilstva. Ampak, trenutek bi vam sem prekinil, posega se tudi namreč pristojnost generalne državne tožilke, ne, vodjo skoka, za podajo predloga za razpis za nove tožilce, torej vodja skoka ne bo več potreboval soglasja generalnega državnega tožilca oziroma tožilce, ampak le mnenje. Le mnenje, tako je. Tudi to je verjetno moti, gospod Bergant.
Zdaj nisem imela pogovor na to tematiko, tako da ne želim prejudicirati, kaj jo moti, ampak ideja celotnega skoka je, seveda, da je skok tožilstvo močno. Ne? Govorimo tudi o tem, da je vodja skoka tisti, ki bo odgovoren za ocenjevanje tožilcev, ki delajo v okviru skoka. Tako da v bistvu jaz res ne vidim, kje je ta slabitev tožilstva, tudi na splošno gledano, upoštevaj, da je bil namen tega zakona, da damo več pristojnosti tudi z uvedbo tožilske preiskave. Pa samo sekundo bi se rad vrnil nazaj na vprašanje, ker res to vprašanje mi je kdo je pisec, kdo je stal za tem zakonom in tako naprej. Pod vlado predsednika vlade prejšnjega dr. Goloba je bilo sprejetih 208 zakonov po nujnem postopku. 201 postopek. To je bila slaba praksa. 201 postopek. Med njimi zakoni, kot so recimo energetika, ne, ker tam so veliko interesov, zdravstvo, RTV, a se je kdo vprašal v tistem momentu, kdo je pisec teh zakonov? A se je kdo vprašal? Ne, noben se ni vprašal. V tem zakonu pa je to kar naenkrat ratalo tako pomembno vprašanje, ne, ker po svoje v bistvu me krepi v mojem prepričanju, da smo zadeli v polno, ker je bil res naš namen, da udarimo po korupciji. Če vam reče državni sekretar za nacionalno varnost, citiram gospod Vojko Volk v kabinetu prejšnjega predsednika vlade, korupcija je v naši državi veliko. Pritok umazanega denarja iz Balkana je kolikor hočete. Pranje denarja je v Sloveniji veliko. Ja, jaz mislim, da je treba nekaj narediti. To se strinjam. Mislim, da je treba jeti all in, skok je začetek, potem pa začnemo še z ZKP-jem in z ostalimi spremembami, ki so potrebni, da naredimo naš celoten postopek učinkovit. Poglejte, danes traja, in to mi je povedala generalna državna tožilka, traja postopek v primeru zahtevnejših primerov 76 mesecev. 76 mesecev. Od tega, če se ne motim, če sem prav zaznal, je 16 odpade na sodno preiskavo. To mislite do pravnomočne sodbe? Ne, do prvostopenjske. Od začetka postopka pa do prvostopenjske oprostilne ali obdolžilne je 76 mesecev. To je 6 let in nekaj mesecev. Povejte mi, če je to učinkovito. Ne, ni učinkovito. Zdaj vprašanje je samo, ali bo po tem zakonu, kot ste si ga zamislili, bolj učinkovito, pri čemer upam, da se glede načina delovanja vlade in državnega zbora koalicijske večine ne zgledujete po prejšnji sestavi. Vprašanje je kadrov. Stalna sestava preoblikovanega specializiranega tožilstva, torej v skok, naj bi se zvišala iz sedanjih 10 v stalni sestavi tožilcev na 25. Torej, vprašanje je zdaj, ali imamo dovolj izkušenih tožilcev za pregon tako zahtevnih oblik kriminala. Za oba. Poglejte, mislim, vedeti moramo, da mi drugih tožilcev in drugih sodnikov nimamo. Ne? To so pač ti obstoječi pravosodni funkcionarji, ki bodo v taki ali pa drugačni službi to delo upravljali še naprej. In jaz vidim tukaj pač, ne vidim zdaj neke možnosti za izboljšave, če bodo pač ti isti ljudje, ki so delali do sedaj, pač delali samo na novem organu, morda po malce drugačnih pravilih. Tukaj ne bomo mogli zaupati tega dela začetnikom, niti ne tožilcem začetnikom, niti ne, če bo prišlo do ustanovitve specializiranega sodišča, bodo to morali biti pač izkušeni najboljši sodniki. In to so zdaj, vsi ti ljudje so že v sistemu in se bodo samo nekako prestavili oziroma pač ostali funkcionarji teh novih organov. Če je to problem, potem to ni rešljivo, ker ne moremo... Zato vam govorim, da je vprašanje, če tak predpis lahko reši tisto bistvo, ki ga pač tukaj želimo zagrabiti in zajeti in ki ga niti nismo v celoti in dobro identificirali. Veste, to se že na prejšnji temi se pokaže. Torej, poseg
politike v pravosodno, v recimo tožilsko avtonomijo je po moji presoji lahko upravičen v primeru, če ugotovimo, da imamo problem z delovanjem tožilstva, da tožilstvo deluje recimo pristransko, da tožilstvo deluje tudi koruptivno, bom rekel, da je treba pač narediti drugačen sistem, kot ga ima recimo Nemčija. V Nemčiji je pač, kakor vem, pravosodni minister celo šef tožilstva, ne? V Franciji recimo imamo tudi mnogo močnejšo vlogo ministra oziroma ministrstva, pa še marsikje, da ne govorimo o Združenih državah Amerike, kjer je to popolnoma povezano. Ne? Pri nas smo se pač odločili za to, da smo ustavno pravno tožilstvo postavili kot samostojni organ in dali tožilcu pač položaj, v katerem nihče ne more vplivati na kako on upravlja svojo funkcijo. Ampak mi imamo problem z delovanjem. Imamo pa resen problem s tem. In zdaj, a veste, res bi rad videl, da pač skupaj pridemo skozi neko demokratično, strokovno debato do tega, v čem je problem. A je problem v posameznikih, ki pač delajo in ne opravljajo svojega dela, ali ga ne znajo opravljati, ali jim kdo naroči, da ne smejo nekoga preganjati, pa da morajo morda nekoga drugega obravnavati, ali je problem v čem tretjem, ali sploh ne znamo recimo spraviti primerov, kot je recimo Litijska, ali pa še kakšna druga taka velika afera, o kateri smo govorili, v prejšnjih časih, na sodišče oziroma na policijo, na tožilstvo, jih ustrezno opredeliti, pravno, dejansko in zakonsko pač povedati, zakaj gre in jih potem spraviti v ta sistem. In v tem sistemu, če vemo, kateri konkretno posamezniki so odgovorni za posamezno fazo primera, torej policisti, tožilci, sodniki, tudi ne vidim nobenega problema, da se teh oseb ne zadolži za to, da odgovarjajo za ta primer. In da se, če bomo šli v spremembo procesne zakonodaje, preto se moramo tukaj dejansko z EKP moramo na novo napisati. Že dolgo govorimo, to dolgo se trudimo, pa pač upam, da bo zdaj res prišlo do tega. Torej, kratki roki za obravnavo tovrstnih korupcijskih kaznivih dejanj in odgovornost tistih posameznih funkcionarjev in uslužbencev, ki na tej zadevi delajo, vkolikor ti roki niso spoštovani. Po potrebi tudi osebna odgovornost. In potem bomo videli, a to gre skozi ali ne gre skozi, ali rabimo še kaj drugega ali kaj več, ali moramo samo zagnati obstoječ sistem in zahtevati od ljudi, ki so v njem, da upravljajo svoje delo. Vprašanje je, ali so pravi ljudje na pravih mestih. Prej smo govorili o državno-tožilskem svetu, ki se zdaj najbolj upira tej novi ureditvi oziroma predlogu, češ da gre za grozen poseg v avtonomijo in tako dalje. Na čelu državno-tožilskega sveta je gospod Fišer, ki je bil v prejšnjem režimu, torej že tožilec, in je v enem primeru, na primer, preganjal dva duhovnika zaradi tega, ker sta postavila križ na mestu, kjer so bili med vojno, kjer je bilo pobitih 15 nedolžnih ljudi. Je preganjal ta dva duhovnika in sta bila obsojena tudi pogojno. Pa me zanima potem dejansko, bile so jim kršene človekove pravice, seveda s tem jim je kršil človekove pravice. Ali je res za zaupati potem institucijam, ki jih vodijo taki ljudje, torej vsa organizacija tožilska je spravila na položaj človeka, ki je zdaj prvi v državno-tožilskem svetu, ki je v prejšnjem režimu kršil osnovne človekove pravice. A vam to vzbuja zaupanje v te organe? Lahko tudi vi. Bom tudi jaz potem, ampak bi rad, da tudi kolega nekaj povedal. Ja, pri meni ne, meni osebno zagotovo ne. In razumem, da je tudi to razlog, da pri imenovanju tožilcev ni več vezanosti na mnenje državno-tožilskega sveta. Da je to na ravni priporočila. In s tem, po mojem mnenju, tudi ustavno-pravno ni nič narobe. Ustava nikjer, tako kot za sodstvo, tega ne zahteva. Državno-tožilski svet sploh ni ustavni organ. Ustava molči o imenovanju tožilcev. In ustavno sodišče je tožilstvo opredelilo in to v več odločbah, kot del izvršilne oblasti. Res, da uživa samostojnost v tej izvršilni oblasti, vendar je del te oblasti. In demokratični legitimacijski verižnik tu pove, da ministrstvo, ki je odgovorno za učinkovit pregon, ker to je izvrševanje zakonov, to je izvršilna oblast, seveda ima politično odgovornost
za to, da tožilstvo to korektno in uspešno upravlja. In zato mora imeti tudi ustrezna orodja. In eno od teh je nevezanost na mnenje Državno-tožilskega sveta, da bi to posegalo v funkcionalno neodvisnost, ne verjamem. Ustavno sodišče ni nikjer nakazalo, pa je že kar nekaj odločb, v katerih je presojalo tožilstvo, ni nikjer to nakazalo. In tisto, kar jamči tožilsko neodvisnost, je trajnost mandata, ki ga ustava ne zahteva. Ne? In vemo že iz ameriških primerov, kjer so vrhovni sodniki, ki jih je imenoval republikanski predsednik, potem spremenili po imenovanju svoje videnje, svoj svetovni nazor, ki so ga izražali skozi odločbe in postali zelo liberalni. Celo recimo John Paul Stevens je bil vodja liberalnega krila na vrhovnem sodišču, ali pa David Souter, ne? Pa sta oba imenovane zadnji s strani Busha starejšega, Stevens strani Geralda Forda, ne? Tako da je trajnost mandata tisto, kar daje neodvisnost. Prav pa je, da minister oziroma vlada ni vezana na mnenje Državno-tožilskega sveta. Pri vsem tem, kar o nedelovanju oziroma slabem delovanju tožilstva vemo. Ja, tukaj bi samo dodal že recimo primer specializirane tožilke Mateje Gončin, ki je imela težavo kot samostojna oseba, ne kot tožilka v enem primeru kazenskem, in je generalna državna tožilka zagrozila posredno z disciplinskim postopkom, če bo o tem nastopala v javnosti, torej ne kot tožilka, ampak kot oškodovana oseba, kar je bil seveda poseg v njeno svobodo, in se je obrnila na Državno-tožilski svet, ki ga je takrat vodil gospod Hari Furlan, in jo je ta zavrnil. Torej tukaj tožilka sama ni bila deležna zaščite. Ja. Po drugi strani pa Državno-tožilski svet in generalna državna tožilka pa ščiti tiste tožilce, ki zamujajo s pravnimi sredstvi, čeprav je to disciplinska kršitev, ki ne ukrepajo kot v zadevi SSC Šefer, ki nič ne naredijo kljub jasnim materialnim dokazom, ki so jim predloženi. In vse to kaže, da v tem krogu tožilskem prihaja do neke cehovske povezanosti, nekih notranjih povezav. Ne? In tu mislim, da ima tudi minister sjajno priložnost, da v to, ker ta vzvod, to orodje ima, zahteva disciplinski postopek, recimo zoper tožilko, ki leta ignorira in noče uvesti postopka zoper ponarejevalce v zadevi Šefer. A imajo torej znotraj tožilske organizacije tudi sami problem? Ja, imajo, jaz mislim, da imajo. Ne. Zdaj, dejstvo je, da je, ali pa tako bom rekel, ko sem jaz začel delati v pravosodju leta 1987, kot pripravnik na višjem sodišču, pa potem tudi kot sodnik, torej nisi mogel biti javni tožilec, oziroma takrat namestnik javnega tožilca, če nisi bil član komunistične partije, takrat, oziroma Zveze komunistov. Takrat so bili vsi tožilci komunisti. Potem, kasneje, ko se je sistem, govorim zdaj za čase bivše Jugoslavije, ko se je sistem, ali pa mogoče vsi ne, ampak bom rekel, je bilo kar pravilo to, da ne bom do koga krivičena. Vsi, ki sem jih jaz poznal, pa ja. Niso pa vsi kršili človekovih pravic. Ampak, gledajte, ne gre za to. Potem, ko se je sistem, ko smo dobili novo državo, demokratični sistem, stranke in tako naprej, se seveda lustracija ni izvedla ne na tožilstvu, ne med sodniki. In so pač iste osebe nadaljevale z delom naprej na novih organih. Zdaj, morda pri katerem posamezniku se je ugotovilo, da je kršil človekove pravice v prejšnjem sistemu in se je nekako potem njegov mandat ugasnil ali pa ga niso ponovno izvolili v funkcijo, ampak načeloma je pač prišlo do tega prehoda, kolikor jaz vem, morda primer 2, kolikor se spomnim, da se je govorilo o tem, da nekdo morda ni bil izvoljen za sodnika v nadaljevanju. Ampak
ključna oseba, žal je bila. Ključna oseba, ki je odgovorna za to, da je sodstvo zavoženo, je bila izvoljena in postala vrhovni sodnik. Na koga mislite? In postala predsednik vrhovnega sodišča, vsi vemo. To mislite, gospoda Branka Masešo, tako je. Ne? No, saj o tem, še s pomanjkljivo izobrazbo na koncu. O tem sem prej hotel reči, da na vrhove teh institucij pridejo potem ravno ti ljudje. No, če dovolite, da dokončam to mojo tezo, ki sem začel razvijati. Torej, prišlo je do tega prehoda, ne? In potem je prišlo seveda do, bom rekel, vstopa novih funkcionarjev, sodnikov, tožilcev, ki nismo imeli nič s prejšnjim režimom, ne? In koncu koncev je prišlo tudi do bistvene spremembe, ko je desnica prevzela oblast v Sloveniji. Takrat je, torej, ali pa ne desnica, bom rekel, te demokratične pomladne sile, da se bom pa demos, ne, če se izrazim na nek, bom rekel, bolj primeren način. Ne. Takrat je potem dejansko gospod Anton Drobnič postal generalni državni tožilec, ne, in še nekatere, torej prišlo je do, bom rekel, precej bistvenih sprememb, ampak prišlo je pa tudi do frakcija. Ne. Torej, še vedno, če pogledam zdaj, kako stvar deluje, sodstvo nekako, ne vem, se ne bi opredeljeval, upam, da delujejo pretežno apolitično, torej morali bi v celoti, a ne. Zdaj, žal ne. Kaj in kako, vsaj bom rekel, sodniki, ki sodijo, a ne. Predsedniki sodišč. Pri vodstvu je drugo vprašanje, torej na tožilstvu pa vem, da obstajajo frakcije, da obstajajo struje, ki so se pač oblikovale pri tej transformaciji tožilstva oziroma pri tem pač prehodu v demokratični sistem in še vedno se da zaznati pač delovanje ene ali druge, interesa in tako naprej. Ne. Moram reči dve besedi glede dr. Zvonka Fišerja. Ne. Vsi vemo pač to, kar ste prej povedal, kaj se mu je očitalo, kaj ne bi pač storil v prejšnjem sistemu. Ne. Ampak nisem pa prepričan, če to vpliva zdaj na njegovo, bom rekel, delovanje v tem obstoječem sistemu. Ne. Jaz njega visoko cenim kot strokovnjaka. Leta 1995 smo 4 leta skupaj pripravljali veliko reformo kazenske zakonodaje in je tudi uspešno zaključili. On je dal tukaj velik prispevek k temu, in tudi kot profesor kazenskega procesnega prava in pa kot strokovnjak je dal velik prispevek, bom rekel, razvoju kazensko-pravne stroke v Sloveniji. Ne? In zdaj v bistvu zaradi nekega dejstva, da je pred 40 ali več leti pač obravnaval dva duhovnika na tak način, kot ste to predstavili. Jaz mislim, da ne bi smeli zdaj v bistvu njegovega celotnega delovanja in pa funkcij, ki jih je zasedal, pač gledati v tej luči. Saj jaz tega ne morem na tak način, ker predpostavljam, da ljudje zasedajo pač funkcije primarno zato, ker jih pač zaslužijo in ker bodo delovali apolitično, strokovno in v skladu z namenom te funkcije. Zdaj, samo besedo še glede ali se tega vpliva politike v kadriranje. Ne. Problem se zdi zgoditi zato, ker je v bistvu, ker je zadeva polarizirana. Ves čas mi bomo v naslednjem mandatu, če pač ta vlada se ne bo izkazala za dovolj uspešno, jaz upam, da se bo, jaz bi želel, da imamo večkrat bolj trajno oblast, ne. Ampak v naslednjem mandatu bomo dobili morda drugo politično opcijo, ki bo vse te osebe umaknila s položaja in postavila svoje. Ne? In potem se zna zgodi, da se bo ta ciklus samo ponavljal. Ne? In to je za moje pojme, za demokracijo in za pravno državo skrajno nevarno, če se ta logika uveljavi, bom rekel, pri postavljanju oseb, ki bi morali avtonomno in izključno strokovno voditi nadzorne institucije, ki pač obvladujejo, bom rekel, pravno državo v naši v Slovenijo. Samo se moče odzovem, da postavimo stvari v kontekst te sedanje reforme, današnje, ko smo mi šli gledati reformo iz 2011 v času, ko je bil minister Zalar. Ne? Ko se takrat dalo državno-tožilskemu svetu nekaj več pristojnosti. Ne? Veste, kaj je bilo navedeno kot razlog? Kaj sem že pogledal takrat te zakone? To je bilo pred 15 leti. Ne? Zmanjševanje sodnih zaostankov in odprava dolgotrajnih postopkov. Boj proti gospodarskemu kriminalu in korupciji. Odvzem nezakonitega premoženja. Povejte mi, če smo v teh 3 točkah v 15 letih dosegali napredek. Objektivno nismo. Sigurno ne. Nismo. 3 točke, zaradi česa smo naredili reformo 2011,
niso bile izpolnjene. 3 točke, ne ena ali pa dve, vse 3 točke. Ne, tako da, ko prideš do tega, da narediš evalvacijo, ker je moč narediti en moment in ugotoviš, da ta reforma 2011, ki smo jo naredili s tem, da se dalo takrat DTS-ju, državno-tožilskemu svetu, še več pristojnosti in ugotoviš, da je danes rezultat 15 kasneje še slabši kot 2011, še slabši, je potem ta dve rešitvi, ali status quo, ali pa en močen poseg, tako z vidika boja proti korupciji, kot sem že omenil, odpiranja ZKP-ja in obnova oziroma prenova procesne zakonodaje. Zakon o kazenskem postopku. Tako je. Eno vprašanje imam glede sodstva. Ne? Predsednik Vrhovnega sodišča je dosedaj v odzivih na predlog zakona upozoril, da v zakonu je kot izključno pristojno pritožbeno sodišče tisto višje sodišče v Mariboru. Torej, vse zadeve skoka, ki bodo potem prišle pred specializirano sodišče, ki bo odločilo tako ali drugače, pritožbe bo reševalo višje sodišče v Mariboru. On pravi, da enostavno tam ni dovolj kadrov, ni dovolj sodnikov, da bi se soočili s tem. Zakaj ste določili ravno sodišče v Mariboru? Ja, to je pravzaprav zelo relevantno vprašanje. Ne? Jaz sem večkrat rekel, ko sem me spraševal, ko smo pisali ta zakon, ko sem ga imel na moji mizi jaz, sem rekel, imam več arhitektur na mizi, oziroma več rešitev na mizi. Zdaj, zakaj potem Maribor? Enostavno zaradi številk, zaradi dejstev, da je bil pri reševanju teh najtežjih primerov dejansko najučinkovitejši, oziroma najhitrejši, najučinkovitejši. Maribor, ja. Se pa zavedam, in tukaj je to dobra poanta, da seveda, če ti preneseš potem drugostopenjsko sodišče, kot drugostopenjsko, samo na Maribor, samo na eno, se zavedam, da bo tja prišlo precej več primerov, kot jih ima pa danes. Ne? In da ne moreš samo reči, evo, zdaj imate to pristojnost in je stvar rešena. Ne, treba se potruditi tudi, da ukrepimo z vidika kazenskega vidika sodišče Maribor, pa ne samo Maribor, tudi konec koncev specializirano sodišče kot takšno bo treba ukrepiti. Če želimo imeti res učinkovito verigo, in to je tisto, kar jaz pogosto pravim, poglejte celoten koncept zakona, ne gledati po silosih, ne gledati samo NPU, skok, oziroma danes CDT in sodišče. Celotno verigo treba gledati. Danes mi gledamo po silosih. Danes so silosi. Silos 1, silos 2, silos 3. Zato imamo neučinkovit boj proti korupciji. Mi smo hoteli razbiti te silose in zato je pojem, da od NPU-ja pa do sodišča, ki na koncu bo odločil, in okrepimo celotno verigo. In tudi to, kar časih slišim, to, kar ste govorili, poseg v samostojnost tožilcev. Kot ste omenili, govorimo, Ustavno sodišče je omenilo, da imajo tožilci funkcionalno samostojnost. Funkcionalna samostojnost je samo to, da jaz kot minister in živ Bog ne sme poseči v njihovo delo, ko delajo. To je alfa in omega pravil in seveda nikjer v tem zakonu tega ne boste videli. Organizacija je pa v rokah izvršilne in zakonodajne veje oblasti. To je pa dejstvo. Kot je bila leta 2011, ki se je izkazala za neprimerno ali neustrezno. A morda ne zaupate ljubljanskemu višjemu sodišču? Ne, ni stvar v tem. Stvar v tem je, da smo hoteli tudi z vidika, izkazati se je, da ima Maribor dobre kapacitete, da ima dobro znanje, da so razvili dobro znanje. Pa ne samo Mariboru, lahko bi bil malo krivičen tudi drugi, ampak dejansko smo ugotovili, da Maribor mogoče bil najhitrejši in tudi z vidika decentralizacije, da imamo potem sodišče, ki je v Ljubljani in prizivno, ki je v Mariboru, pri čemer, da ne bo pomotene, specializirano sodišče, ki ima sedež v Ljubljani, sodniki bodo lahko, tisti, ki bodo delali na specializiranem sodišču, še vedno delovali na njihovih sodiščih, kjer so stacionirani že običajno, recimo. Tako da oni ni treba, da bodo hodili v Ljubljano delati, če je en sodnik, ki bo imenovan v specializirano sodišče iz Celja, recimo, bo lahko še vedno nadaljeval delo na okrožnem sodišču v Mariboru, recimo. V Celju. V Celju, da sem se malo zamešal mesta. Ja. Tako da to hočem povedati. Ja. Razumem. Gospod Zovec, za vas vprašanje. Kot nekdanji vrhovni sodnik podpirate ustanovitev tega specializiranega sodišča.
v kar se bodo preoblikovali ti 4 sedaj obstoječi oddelki, specializirani na pač 4 okrožnih sodiščih. Kje vidite prednosti predlagane ureditve? Ali gre tukaj recimo pri imenovanju, kdo bo sodnik na tem sodišču? Ja, največja prednost, ki jo vidim, je v tem, da o imenovanju teh sodnikov ne bo več odločal predsednik sodišča. Ne? Zakaj je to prednost? Poglejte samo ljubljansko okrožno sodišče in vam bo vse jasno. Marjan Pogačnik. Marjan Pogačnik, kako je on dodeljeval zadeve, kako je izbiral sodnike za ta oddelek, to je bilo vse v njegovi pristojnosti. To mislite naprimer v primeru ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki mu je praviloma sodila sodnica Mojca Kocijančič? No, pa tudi v recimo neki njegovi osebni zadevi, kjer je sodnica, ki je zelo blago kaznovala njegovega, nek blag ukrep izrekla njegovemu sinu, bila potem nagrajena s imenovanjem z njegove strani. Jankovićevo sino? Ne, predsednikovega. Aha. Na specializiran oddelek oziroma, specializiran oddelek. In ta sodnik je tudi znan po nespoštovanju pravice do naravnega sodnika. Zato je bil tudi razrešen. Ne? In ko pogledamo stanje v Ljubljani, kako je deloval ta specializiran oddelek, vidimo, da je porazno. Ne? Da je recimo, tu imam podatke, za leto 23 11 sodnikov rešilo samo 27 zadev. Leta 24 38 zadev, 11 do 14 sodnikov. In lani samo 20 zadev, 13 in 14 sodnikov. Med temi zadevami so tudi priznanje krivde, ki so lahke, rutinske zadeve. In tu imam recimo podatek o 2 sodnikih. Recimo ena sodnica je leta 23 rešila nič specializiranih zadev. V lanskem letu je rešila nič specializiranih zadev. Leta 24 samo 2. In vodja specializiranega oddelka v letu 23 rešil nič zadev. V letu 24 5 zadev, v letu 25 lani nič zadev. Torej tukaj očitno je problem tudi z nadzorom tega, ampak bi se dotaknil ene zelo pomembne teme, ki smo jo že na začetku ste jo omenjali, torej ta tožilska preiskava, sprememba pri sodni preiskavi za zadeve, ki sodijo pod pristojnost skoka. Torej naj bi bil tožilec potem po novem v teh zadevah tista ključna oseba in pri preiskavi največ sodnik. Sodnik naj bi nekako varoval tiste pravice obtoženca, ne? Recimo odrejal bi še vedno on hišne preiskave ali prikrite ukrepe, ampak sicer bi pa izvajanje dokazov bilo v rokah tožilca, ne? Ali vi vidite tukaj, bi rekel, dober ukrep za pohitritev postopkov, ker zdaj sodne preiskave, vemo, lahko trajajo tudi po več let? Dovolite mi, da se vrnem samo korak nazaj na to, o čem je govoril kolega Zobec, ker se mi zdi prav, da pač tukaj povem svoje mnenje. Zdaj, ne vem, ne zdi se mi pravzaprav pravilen način, da se omenja konkretne osebe, konkretne predsednike sodišča in konkretne sodnike, ki naj bi ravnali na tak način, kakor se govori. To se ne govori, to je bilo ugotovljeno. On je bil razrešen s strani sodnega sveta. Vem, da je bil razrešen, ampak to, ne, da gre za, bom rekel, načrtno, naklepno delovanje v smeri dodelitve spisov nekaterim sodnikom za to, da se bo zadeva pač rešila drugače, ali pa da se ne bo rešila, ali pa ne vem, da dobi določena sodnica vse zadeve, določene osebe ljubljanskega župana v reševanje in da to ostane torej na nivoju razrešitve z mesta predsednika sodišča. Ne? Če je to res, potem to ni nikakršen ukrep. Potem je treba vsako to zadevo
preiskati, vse je sledljivo, vsi vpisniki so sledljivi, vse se da pogledati, a je bil sodnik na vrsti ali ni bil, na kakšen način je prišlo do delitve spisa sodnikov in kakšna je bila potem posledica oziroma odločitev. In če je posledica v tem, da postopek stoji ali pa da je recimo odločeno milejše, drugače, kot bi bilo sicer, ker je prišla zdaj odločenemu sodniku, potem je to eno najhujših kaznivih dejanj, kot si jih lahko predstavljamo. To je dejansko korupcija v svojem bistvu, torej kot državni organi, državni funkcionarji postanejo tisti pač, ki uzurpirajo oblast v svoje lastne interese. Poglejte, to se da ugotoviti in mene moti, da o tem govorimo, nihče se pa s tem v resnici ne ukvarja oziroma tega ne ugotovi. In prav je tudi o teh ljudi, o katerih mi zdaj govorimo na tak način, tudi zaradi njihovega položaja in ugleda, če je to res, ne gredo tja, kamor sodijo, a ne? Če pa ni res, potem pa ni prav, da se jih postavlja na tak položaj. In to bi se moralo, gledajte, že zdavnej po moje razčistiti do konca. Tako da ne vem. Ampak to je stvar tožilstva potem. In to se je tudi razčistilo. To se je razčistilo v disciplinskem postopku in predsednik sodišča je zaradi tega razrešen. In to ni neko ugibanje in ni neko špekuliranje, to so sodno ugotovljena dejstva. In ta sodnik je javna oseba, kot so javne osebe drugi sodniki, ki vodijo specializirane zadeve in ne upravljajo svoje funkcije. Javni funkcionarji imajo imena in priimke in prav je, da se jih omenja in prav je, da tudi odgovarjajo za svoje delo. Če bomo govorili samo abstraktno, ne bomo dosegli nič. Boj zoper korupcijo se začenja in konča pri konkretnih imenih in osebah in ukrepih zoper njo. Govorjenje, abstraktno in lepe besede do zdaj niso naredile nič. Ravno gospod minister je pred tem povedal, kaj vse je minister Zalar načrtoval, rezultat je, vidimo kakšen. Jaz se strinjam, mislim, lepe besede ali pa grde besede, nič se ni zgodilo, nič to ne pomeni. Lahko pa pomeni, bom rekel, eno težko etiketo za določeno osebo, ki pač ni odgovorna za to, kar se je očita. Jaz samo pravim, naj se ugotovi, imamo za to predvidene postopke, vse možnosti imamo in naj se pripelje stvar do konca, pa naj se razčisti. Si zaslužimo vsi skupaj. Tožilske preiskave. Tudi to še, ampak glede te učinkovitosti specializiranih oddelkov, bi pa rekel samo to, Sodišč, dejansko zaenkrat oddelkov, to, o čemer smo se zdaj pogovarjali. Zadeve, recimo jaz imam večina mojih zadev je na specializiranem oddelku v Ljubljani, ker se pač to vrstnimi kaznivimi dejanji ukvarjam. Ena izmed obtožnic ima 1200 strani. Si predstavljate 1200 strani dolga obtožnica in že nekaj let v bistvu jo imamo na oddelku v različnih, bom rekel, preizkusih in torej pravnih sredstvih in tako naprej. Takšna zadeva, ne poznam sodnika, ki bi uspel sprocesirati recimo prej kot v 5 letih. Tukaj se pojavlja, pa ni edina taka, tukaj se pojavljajo številna vprašanja, ki so, bom rekel, zelo strokovne narave o tem, kako tožilstvo opravlja svoje delo, ali bi bilo boljše, če bi zadeve pač razdelilo na več segmentov. Danes nimamo časa za to. Dajte mi to, ampak težko je, bom rekel, ni pa ta odgovor generalno ga ni mogoče dati, zakaj je takšna situacija, kot je. Dejansko so tu najzahtevnejše zadeve največjega obsega. Ni pa to opravičilo, da nekdo ne opravi nič zadev, to pa zagotovo. Glede tožilske preiskave, gledajte, se pravim, uredba, na katero se sklicuje predlog zakona o skoku, govori o tem, da ta uredba velja v skladju z nacionalnim pravom. Uredba ne preseže in ne povozi nacionalne ureditve. Je neposredno izvršljiva, Evropsko pravo je neposredno izvršljivo. Ja, ampak neposredno izvršljiva je tudi določba, ki pravi, da pač tožilska funkcija na podlagi te uredbe se izvaja v skladu z nacionalnim pravom. In tožilska funkcija po uredbi se v skladu z našim nacionalnim pravom razume kot funkcija vodenja predkazenskega postopka, ki se lahko imenuje tudi preiskava v nekaterih drugih režimih, usmerjanje policije. To ni isto kot sodna preiskava. Mi pa imamo pri nas še sodno preiskavo, ki pač tisto, k čemu rečemo preiskava, in tukaj pa ne bo prišlo na podlagi te uredbe, ne.
Ne bo prišlo do nikakršne razlike. Evropski delegirani tožilci, ki že sedaj pač delujejo v našem sistemu, tudi z njimi imamo precej opravka, normalno kot vsi ostali zahtevajo preiskavo, opravlja se sodna preiskava, na koncu se vloži obtožnica, čeprav je njihova podlaga za delo prav ta uredba o Evropskem javnem tožilstvu. Ampak se vedno lahko izvaja le v skladu z nacionalnim pravom. A ne? Šele reforma zakona o kazenskem postopku, ki bo ukinila sodno preiskavo, za kar se vsi, bom rekel, ki delamo v kazenskem postopku, že dolgo zavzemamo. A ne, da preiskovalni sodnik postane dejansko sodnik garant, a ne, ki odloča o posegih v človekove pravice, ki odloča o pravnih sredstvih znotraj preiskave. Vodijo pa tožilec. Torej, ki odreja, ne vem, recimo začasno zavarovanje premoženja in tako naprej, skrbi za zakonitost dela tožilstva in policije znotraj te preiskave, ne. Državni tožilec pa bi po tem novem konceptu, ki ga večina zagovarja, praktikov s področja kazenskega prava, vodil preiskavo in zadevo pač pripeljal do obtožnice in potem naprej pač zadevo obravnava sodišča. Ne? Ali boste šli tudi v tej smeri, torej, da se dejansko razširi, zdaj želite upeljati to tožilsko preiskavo zgolj za specializirane tožilce, ne? Za njihove primere, da bi šli res v celovito spremembo zakona o kazenskem postopku in da bi bila tožilska preiskava, kot jo poznajo nekatere druge države, pač bi veljala za vse kazenske primere. In bi se na ta način pohitrili. Kdaj boste s tem prišli? Jaz sem že rekel, jaz želim imeti, če lahko uporabljam to angleško besedo, all in. Spremembo ZKP-ja, oziroma zakona o kazenskem postopku, z uvedbo tožilske preiskave, in pa to je samo en element v celotni shemi. Ker kot sem že omenil, k temu lahko dodamo še instančno odločanje, se pravi, da se več ne vračajo, da tudi drugostopenjsko sodišče lahko odloča in s tem pohitrimo postopke. To pomeni, da ne razveljavljajo zadeve in da vračajo na prvostopenjsko, ker je danes precej običajno. Tudi to je v načrtu. Tudi to recimo to je v mojem načrtu, v mojem razmišljanju, absolutno, zato ker to je eno način, kako pohitri zadeve. Potem imamo anglosaksonski sistem discoveryja, da se že vnaprej vse elementi dajo na mizo in da skušajo stranke dogovoriti, če pride gre stvar na sodišče in s tem razbremenimo sodnike in sodišča kot takšnega. Potem lahko govorimo še o krepitvi kabinetnega sistema, ker sodniki danes delajo vse živo, ne da bi se osredotočili samo na tisto, kar je njihova glavna naloga, sojenje. In to je to. Danes delajo sodniki še marsikaj drugega, administrativne naloge in tako naprej. Tako da, all in, kot sem že rekel, moramo narediti posvetovanje, bomo naredili, oziroma prva razmišljanja bodo šla, kako narediti po počitnicah. Definitivno želim še letos ta postopek začeti, konzultacij, posvetovanje in tako naprej. Jaz vem, da trenutno je nekaj več teorij, kdaj se lahko ZKP, zakon o kazenskem postopku, odpre. Obstaja pač neka razlaga, da se ga pred 1.1.2027 ne more odpreti, ampak to pa ne preprečuje, da mi na pravosodju začnemo delati en temeljni razmislek, kaj lahko vse damo na mizo, zato da pospešimo te postopke. Pa mogoče še beseda o tožilski preiskavi, kar je gospod Penko omenil, ne. Obstaja študija, ki jo naredila, če se ne motim, Evropska komisija ali pa EPO, oziroma Evropski javni tožilstvo, kjer pravi, da ravno zaradi tega, ker ste omenili, da se mora to izvajati v skladu z našo zakonodajo, smo mi ena od 3 držav, kjer se tožilska preiskava, evropska tožilska preiskava izvaja na najmanj neučinkovit način. Se pravi, da imajo evropski tožilci največ težav, med drugim v Sloveniji, spravi, ko gre za preiskovanje nezakonite uporabe EU sredstev, da imajo največ težav, ena od 3 držav je Slovenija. To nam ni v ponos, to nam definitivno lahko ni v ponos. Tako da moj namen je, da po počitnicah odpremo, skok je prvi korak, potem gremo pa naprej z drugimi elementi. Pa to upam, da ne bo šlo po nujnem postopku. Jaz mislim, da če govorimo o ZKP-ju, da bo to kar nekaj časa trajalo, da naredimo. Gospod Penko sicer pravi, da je treba cel ZKP spremeniti. Bomo videli, koliko določb je treba dejansko spremeniti, na novo napisati, tako je. A boste tudi gospoda Penka povabili k pisanju tega?
Mislim, da bo kar nekaj deležnikov vključenih posvetovanj, kot smo jih imeli v primeru skoka. Kot ponavljam, res, da nisem predstavljal skoka, ampak sem pa iskal mnenja in rdeče linije, tako da ja, bodo strokovna mnenja bodo upoštevana. Zdaj pa sem za konec, me zanima še vprašanje časovnice. Ne? Skok in specializirano sodišče naj bi začela z delom že na začetku naslednjega leta, to pomeni čez slabega pol leta, pri čemer predsednik Vrhovnega sodišča Oroš opozarja, da je to prekratek rok za tako reorganizacijo sodstva. Za vse tri vprašanje, ali menite, da lahko tako hitro pač se na novo organizira? Dvomim, posebej v letu oziroma v obdobju, ko poteka že reorganizacija sodstva. To bo zagotovo velik zalogaj in upam, da ga bo sodstvo zmoglo. Imam pa seveda tudi dvome, da bo res tako. Jaz tudi mislim, da bi bilo treba počakati s tem zakon o skoku ali kakršenkoli že bo, umiriti žogico in po rednem postopku skozi strokovno diskusijo najti najboljše rešitve in potem pač to uveljaviti. Pa ne vezati neposredno na rok veljavnosti 1.1.2027, ker takrat se bodo sodišča vrnila na ureditev iz leta 1994, torej okrajna in okrožna sodišča se bodo združila ponovno, a ne v eno sodišče. Gre za veliko obsežno reformo, kakor slišim iz sodnih vrst, imajo velike probleme s tem, kako bodo to izvedli in zdaj v istem trenutku postaviti še eno specializirano sodišče, mislim, da ni smiselno. No? Tako da jaz bi svetoval, da se s tem dejansko počaka. Tudi morda bi bilo, če že govorimo o tem, dobro malce odložiti rok veljavnosti te reforme, te celovite reforme, ker mislim, da sodišča še niso pripravljena na to. Boste prisluhnili tem pomislekom? Jaz sem prisluhnil vsem pomislekom. Mislim pa, da se moramo vsi potruditi. Ta zakon, kot sem rekel, idejna zasnova gre nazaj že leto in pol, ko smo demokrati nastali. Tako da mislim, da se moramo vsi potruditi, zato ker je situacija zares slaba. Zares slaba. Ne moramo na en stran se pritoževati, da nam manjka bolnic, vrtc, šol, da so vrste v zdravstvu dolge, po drugi strani pa odlašati z temeljnimi reformami, katerih namen je ravno to, da izboljšamo položaj Slovenk in Slovencev. Torej, razprava o tem bo verjetno še burna, čaka nas vroča jesen tudi na tem področju. Vsem gostom hvala za udeležbo. Vam pa, spoštovani, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.